pipa, pipa, reci lajna, lajna, ti si cajna, cajna, reci ladja, ladja, polna sadja, sadja, reci, 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 lok, 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 nima, 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 rok, 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 reci, 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 lov, 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 skri se, rov, 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 reci, reci, luč, luč, ti si fuč. Danes tu ponovno obujamo spomin na vse, ki so doživeli razčlovečenje v koncentracijskih taboriščih. Bodisi, ker so pripadali napačnemu narodu, napačni etični skupini, političnemu, verskemu, kulturnemu izročilu, bili telesno ali duševno prizadeti. Kot tudi spomin na tiste, ki so to razvrednotenje temeljnih človekovih pravic preživeli, zaznamovani za vse življenje. Vsi ti nas opominjajo. Pamet, ki spi, kliče pošast. Tu smo z enim samim upanjem, da vaša preteklost ne postane naša sedanjost ali prihodnost naših otrok. Za vse nas gre. Vabim Janeza Deželaka za pozdravni nagovor v imenu Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB. Dobar dan. Danes imam čast, da vas jaz pozdravim. Lepo bi pozdravil predsednika Pahorja, pa vse ostale goste. Zelo me veseli, da ste v takem velikem številu prišli. Mislim, da vsako leto tu pridemo. Malo nam je polepšal danes dan, fant je iz Pariza včeraj, tako da bo dan malo lepši. Danes imam eno posebno čast, da vas nagovorim za eno gospo, ki ne more žal priti tule sem, ki bo
10.2. stara 104 leta. To je gospa Fani Karaček iz Latkove vasi pri Celju. In s to gospo in svojimi starši sem jaz sam šel leta 1942 v Auschwitz. Oni so šli v Auschwitz, jaz sem šel pa v Lebensborn, ne vem, veliko vas je, ki to veste, v Leipzig. Ker leto 1942 je bilo za Nemčijo ena posebna stvar, ki morda se sliši in se ne sliši. Veliko pomanjkanje je bilo otrok, zato so bili otroci dragoceni od povsod. Iskali so jih v Ukrajini, iskali so jih v Jugoslaviji, kjerkoli so jih dobili, je bilo dobrodošlo. Zakaj otrok ni bilo, mislim, da ni potrebno razlagati. To je pač čas, ki smo ga otroci, mene je danes, bom rekel, ko sam gledam majhne otroke, pa te izbeglice, ki jih so, da stisne pri srcu in mislim, da je ta bolečina vse nas dotakne, zlasti tiste, ki smo to skozi dali. Jaz vas še enkrat prav lepo pozdravljam, pa tudi tale gospa, da bi lepo urco imeli, mislim, da imamo fajn program, ki vam ga bojo pokazali. Lepa hvala. V taborišču na Rabu ni bilo plinskih celic. Ni bilo krematorijev, iz katerih bi se valil smrad po žganem mesu. Niso jih zgarali do smrti. Niso delali poskusov na njih. Pustili so jih naravni selekciji. Ne.
Na Rabu je bilo le pokopališče večje od taborišča. Hlebček kruha je namesto 15 tehtal le od 7 do 9 dekagramov. Kuhali so v bencinskih sodih prerezanih na pol. V vodi je plavalo le nekaj makaronov ali riža, nekaj kosov zelnatih storžev in kakšna že smrdljiva repa ali pesa. Zato je bila na ustih taboriščnikov le ena sama beseda – kruh. Mame so skrivale svoje mrtve otroke, da so zanje še vedno dobile mleko ali hlebček kruha. Zato, da so nahranile svoje ostale otroke. Ne, v italijanskih taboriščih otroci niso hodili na delo. Njihovo edino delo je bilo iskanje hrane in vode. Kakšna ironija. Včasih so bili do kolen v vodi, pa vendarle žejni. Nekoč je italijanski stražar, ki je jedel grozdje, odvrgal pecelj, na katerem se je držalo nekaj gnilih jagod. Pa je šel tisto pobrat, da bo pojedel. Ko je vojak to zagledal, ga je pretepel s puškinim kopitom. Tisto gnilo grozdje pa poteptal in zmečkal. Množica preživelih taboriščnikov je že pred kapitulacijo Italije in razpustitvijo taborišča v ilegali ustanovila arabsko brigado s 5 bataljoni. 11. septembra 1943 je razorožila več kot 2000 glavo italijansko posadko na otoku. In spet so postali ljudje, braniki domovine. Postoj popotnik, spomni se zločina, molitve druge te nihče ne prosi. Planinom vjetar šumi bruji, lišče pjeva žalovite pjesme. Borovi i jele, javori i breze svijaju se jedno do drugoga. Borovi i jele, javori i breze svijaju se jedno do drugoga. Noć je crno svu zemlju zahila. Konjuh stenje, ruši se kamenje. Mrtvoga drugara, husinskog rudara sahranjuje četa proletera. Mrtvoga drugara, husinskog rudara sahranjuje četa proletera. Kiše jesenje po grobu su lile,
Iz krvi rumene husinskog rudara. Crvena je šuma izlistala. Konju, planinom, vjetar šumi bruji. Lišće pjeva, žalovite pjesme. A na vrh planine zastava se vije, crvena od krvi proletera. A na vrh planine zastava se vije, crvena od krvi proletera. To je kraj, kjer je človek vreden manj kot žival, ko je zgolj še številka seznama. To je kraj, kjer so za Jude in Cigane dosledno izvajali dokončno rešitev in počasi ter zanesljivo iskali rešitev tudi za Slovane. Na mladih najbolj rodnih Judinjah in Romkinjah so delali poskuse sterilizacije zato, da bi razvili preprosto injekcijsko metodo, ki bi jo uporabili na Slovanih. Njen 9-mesečni Janez, modrook, svetlopolt, glava primerne dimenzije, ta gre v Lebensborn, posvojila ga bo nemška družina, njegov materin jezik bo nemščina. Njen 5-letni Janez bo ves čas podvržen raznim pregledom. Zanj bodo skrbele posebne medicinske enote. Dajali mu bodo injekcije in druga zdravila. Potem bo hudo zbolel, oni pa ga bodo opazovali, preverjali učinke, preslišali njegovo bolečino. Njen 10-letni Janez bo odslej delal, po glavi pobrit in v kratkih hlačah bo tekal po mrazu. V sklopu paravojaškega urjenja bo sledil poveljem. Lezi, vstani, pohod. In nič več ne bo slovensko govoril. Prevzel jo je Mengele. Na njej je delal poskuse s klicami kolere, tifusa, malarije. Potem so jo odpeljali v jugoslovanski blok, v revir. Na apele ji ni bilo treba. Po nekaj mesecih je prišel Mengele spet v revir in ko jo vidi živo, je zaprepaden. Ukaže, da jo vržejo na gomilo, pol živih, pol mrtvih. Pa so jo ostali jugoslovanki izvlekli iz skupa, jo ob pregledih skrivale in konec decembra 1944 je šla peš. Iz Auschwitza do Mauthausna in preživela. A čemu vendar orkester prav tu, od koder so bežale še ptice?
Zamolklo bobnenje topov bližajoče se vzhodne fronte je odmevalo v njihovih dušah kot pesem o svobodi. Smrt ali svoboda? Ko je sovjetska rdeča armada 27. januarja osvobodila taborišče Auschwitz-Birkenau, so našli poleg trupel še 7650 živih zapornikov, bolnih, ostarelih, shiranih, otrok. Med njimi tudi 21 Slovenk. To so bili tisti nesposobni, da bi bili živi ščit bežeči nemški vojski na maršu smrti. Lipa zelenila je, tam dišečem gaju, s cvetjem me posipala, dal sem, da sem v raju, veje raste zavala, k nebu je visoko, meni pa je do srca segala globoko. Meni pa je do srca segala globoko. Ptičice je lipica, senčico vabila, kadar ležal sem pod njo, me je ohladila. Zdaj pa nam je revica skoraj ovenela, cvetje listje zeleno, zima ji je vzela. Cvetje listje zeleno, zima ji je vzela. Spavaj, draga ljubica, večno ne boš spala. Nova pomlad zelena, nov bo cvet pognala. Zopet bodo ptičice, ptičice vesele, pesmi nam prepevale, pesmi žvrgolele, pesmi nam prepevale, pesmi žvrgolele. Tu, kjer je Goethe pred 140 leti dejal, tukaj se človek počuti velikega in svobodnega. Tu so se smrti vrstile kot po tekočem traku. Umirali so od lakote, od smrtne injekcije. Umirali na poskusni postaji, v taboriščni bolnišnici, v smradu in umazaniji malega taborišča, v karanteni.
Tu se je smrt utrudila do smrti in uresničil biblijski pekel. Tu je zločin dobil sloves obrti in na milijone duš premnel v pepel. Tu, kjer je bil človek uporaben še po smrti. Tu, kjer človek postane surovina. Mrličem je izrezoval tetovirane dele kože in jih prepariral. Iz preparirane in ustrojene kože je najprej naredil torbico za ženo buchenvalskega komandanta. In ker je bilo Ilsi darilo všeč, se je še sama lotila te obrti. Rokavice, ovitki za knjige, svetilke. Iskanje primernih kož se je spremenilo v družabno igro. Prišel je 11. april, sončen pomladni dan. Na ukaz so vse oborožene skupine fronta jetnikov raznih narodnosti napadla stražne stolpe, vhod in smrtonosno žico. In na glavnem stražnem stolpu nad vrati z napisom Vsakemu svoje je v 15. uri in 15 minut zavihrala bela zastava. Buchenwald je bil osvobojen. V gomili trupel je zaznal gib. Zagledal je dečka, številka 17030, ki se je drgetajoč od strahu hotel skriti pred njim. Nosil je namreč uniformo, ameriško uniformo. Najprej ga vpraša, kako mu je ime, nato pa še, koliko je star. Vsekakor sem starejši kot ti, mu zabrusi fante. In zakaj misliš, da si starejši od mene, ga vpraša vojak. 7-letnik mu odgovori, zato, ker se smejiš in jokaš kot otrok. Jaz se že dolgo časa nisem smejal, jokam pa se sploh ne več. Kdo je torej starejši? Naslednjega dne je bil prvi apel v svobodi. Taboriščni orkester je lahko igral, kar je hotel.
Človeka lahko spremeniš v delovni stroj. 12, 13, 14 ur isti gibi, v mrazu, v vročini, brez hrane, brez vode. In ko se stroj pokvari, ga ne popravljaš. Še preveč je drugih. Čisto zdrave namerno okužiš s tuberkulozo in jih nato zdraviš. Delaš poskus s stisnjenim zrakom in mrzlo ter slano vodo, da ugotoviš, koliko možnosti za preživetje imajo nemški vojaki na fronti. Mučilne metode so izumljali strežarji. Bodi si po naročilu, bodi si v lastno sprevrženo zabavo. Obešanje jetnika na kavelj z rokami zvezanimi na hrbtu, bičanje s palico ali bikovko na tepežnem kozlu, ali pa so ga vrgli v pasjo celico, kjer je hrano dobil le, če si jo je izprosil z laježem. Pri tako imenovani geografski uri mi je opisal pot proti domu. Vsak izmed njih je moral poznati to pot, ker so bili prepričani, da bodo morali po končani vojni peš domov. Iz zemlje so naredili relief z vsemi hribi in dolinami. Mlajši so morali hoditi po njem, naštevati vse kraje, skozi katere pojdejo domov. Ponavljali so, da se jim je pot vtisnila v spomin. Ponavadi je dejal še: nazaj grede se bomo ustavili v Münchnu in vzeli s seboj brižinske spomenike. Ameriška vojska je taborišče odkrila 29. aprila na svoji osvajalni poti proti Münchnu. Medtem, ko so slovenski taboriščniki čakali na odhod v domovino, so tiskali dnevnik Dahovski poročevalec. Časopis je izhajal več tednov, vsak dan so natisnili 1600 izvodov. Za 31 preživelih internirancev intelektualcev se s prihodom domov trpljenje ni zaključilo. Obtoženi sodelovanja z gestapom so bili nekateri obsojeni na smrtno kazen, drugi pa na dolgoletni zapor. Z odpustitvijo iz zapora so bili nadzorovane osebe in drugorazredni državljani. Od vekoma je pesnik v ječi črni, a misel neminljiva in bogata, ki mu uletava kot metulj srebrni, gre skozi vsa zaprta vrata. Reflektor išče v mrak, na stolpu mrk vojak nad nami bdi. Vedno vse dni noči uhajamo prek žic zidov. Domov, domov.
V rokah je tiščala svojo osebno izkaznico, rdeč trikot politične jetnice in bel trak s črno številko 33130. Samo bivša Jugoslovanka, samo ena od 2230 bivših Slovenk. Bivša ženska in samo še kos nečesa s številko. Vse je bilo ena sama veriga trpljenja, vse po premišljenih smernicah za ravnanje z jetniki. Zlomiti voljo, zlomiti duha, zlomiti telo. Enkrat na leto prihaja in vsakič se najprej ustavi ob jezeru in potem gre k spominskemu zidu in odnese rože na spomenik mrtvorojenim dojenčkom. Ona je preživela. Njen rojstni kraj je taborišče Ravensbrück. 30. aprila, ko je Rdeča armada osvobodila Ravensbrück, je bilo tam le še nekaj bolnih jetnic, ki niso bile uporabne za marše smrti. Obstaja dober nasvet, naj pozabijo. Toda dovolj je že en sam zvok, razpoloženje, ki lebdi v zraku, glas, pogled, nekogaršnja hoja. Vsaka malenkost in že si znova tam. Vedno bomo obsojenke in ne moremo same sebi oprostiti. Tu je smrt kosila v mnogoterih oblikah. Klanje s posebej oblikovanimi noži, pobijanje s sekirami, macolami in kladivi. Streljali so jih, obešali, jih žive zažigali, otapljali v Savi. Jim vlekli nohte iz nog in rok, zabijali igle v oči
rezali iz njih meso in rane solili. Jih žive odirali, jim sekali nosove, ušesa in jezike, jim zabadali šila v srce, posiljevali. Zaporniki Jesenovcu niso bili več človeška bitja, le še objekti na voljo za izživljanje vsake sprevržene kaprice. Tu se je uresničilo bistvo gnusa. Na seznamu spominskega muzeja Jasenovac je 72.193 žrtev, za katere obstajajo dokumenti, da so umrli v tem taborišču. Za ostale zgolj slutimo. Omenja se številka 500 000 in že na tem nepopolnem seznamu je skoraj 20.000 otrok. To ni maščevanje političnim nasprotnikom. To je iztrebljanje, to je šoa, to je porajmos. Moj sin poprodajal balone in hčerka bo večkrat rodila. Ta zadnji bo mlajši od vnukov, velika bo moja družina. Moj dom bo kot pisana ladja, ki tisoč želja jo poganja. Na njej bo kdaj potnik brez karte, a tak, ki mogoče le sanja. Tam svet bo drugačen kot ta je, moj čas se ne bo tam porabil, kot tu se prehitro izteka, ker Bog je na milost pozabil. In če bom pred jutrom umrla, prodajte te sanje, cigani, pustite mi dinar na grobu, saj kinč bo poceni spomladi. Klobukov in srajco na prsih prešito, da druga srca mu ne vzame, da skruplo ne bo kdaj prebito. Moj dom bo kot pisana ladja, ki tisoč želja jo poganja. Na njej bo kdaj potnik brez karte, pa tak, ki mogoče le sanja. Tam svet bo drugačen kot ta je, moj čas se ne bo tam porabil, ko tu se prehitro izteka, ker Bog je na milost pozabil. In če bom pred jutrom umrla, prodajte te sanje, cigani.
mi dinar na grobu, saj kič bo poceni spomladi. Po zavezniškem bombardiranju v marcu in aprilu 1945 je padla komanda. Likvidirati vse ujetnike, mesto in taborišče Jasenovac naj se poruši in požge do temeljev. V zapuščeno mesto Jasenovac in nedaleč od tega razpuščeno taborišče je v noči iz 2. na 3. maj leta 1945 vkorakala jugoslovanska in sovjetska armada. Zadnje osvobojeno taborišče na evropskih tleh v drugi svetovni vojni je bilo taborišče Mauthausen s podružnico v Sloveniji na Ljubelju. Svobodni so prihajali domov, na požgane, izropane domove, preštevali mrtve in se veselili preživelih. Pa vendar, kot je rekel pesnik, svoboda je kakor umetnost, nikoli dokončana, nikoli popolna. To je proces. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Združeno ljudstvo je nepremagljivo. Združeno ljudstvo je nepremagljivo. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz es un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz es un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Združeno ljudstvo je nepremagljivo. Združeno ljudstvo je nepremagljivo. Dom je tvoj, je njen, njegov in moj. Na sever, jug, z menoj, moj drug. Naj pesek vroč izvabi krik bojoč. Naj bujni gost nas druži v boju delu, kakor zreli grozd. Gradimo si prostost za dom, za vse, za skupno upanje. Na noge v boj in s pismjo v postroj je zmage čas. Milijoni
je glas, jekleni bataljon, gori v poklon, pravici in resnici, žena, mož, oba s pogumom kronana, gorita zdaj, gradita skupni raj, kot eden se ljudstvo se dviga k uporu, se pne nad obzorje, kriči do svobode, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Združeno ljudstvo je nepremagljivo. Združeno ljudstvo je Nepremagljivo. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Jaz pa vem za domovino in mi vsi jo čutimo. Rojen leta 1991 v Zenici. Minuto za bratom. Manj kot leto kasneje, mati 4-letno hčerko in 2 sinovoma, beži pred vojno vihro. Zbirna točka v Ljubljani. Dodelitev begunskega centra, 2 leti v začasnem centru Roška, nato premestitev v zbirni center Vič. Leta 2002 postane državljan Slovenije. Jaz sem Amar in to je moja zgodba. Sem eden iz seznama več kot 70 000 ljudi, ki je Slovenijo leta 1092 zbežala v iskanju zatočišča. Čeprav v krizi, čeprav v strahu za svojo lastno varnost. Slovenija je postala moj dom. Jaz pa sem njen državljan sveta. In priznam,
imam svoj seznam. Ljudi delim na tiste, ki spoštujejo človekove pravice in na tiste, ki jih ne. Že tretje leto zapored nizamo pričevanja vašega otroštva, vaše mladosti z enim samim namenom, da ne bi nikoli postala pričevanja naših otrok. Po vsem svetu ste klesali v kamen, granit, vlivali v bron misli, kot so nikoli več, mrtvim v spomin, živim v opomin, obtožujem in še mnogo podobnih zaobljub. Napisali ste mnogo del s podobnimi naslovi, izrečeno je bilo mnogo takih besed na spominskih slovesnostih in komemoracijah, pa vendarle vedno znova ugotavljamo, da prav noben vaš opomin ni odveč, celo več. Vedno bolj pomemben je vaš glas opomina, saj se naš svet vedno znova odeva v vojne barve. Je zgodovina slaba učiteljica ali smo mi slabi učenci? K slavnostnemu nagovoru vabim zgodovinarja dr. Toneta Kregarja, direktorja Muzeja novejše zgodovine Celje. Spoštovani gospod Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, spoštovana gospa Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, spoštovane nekdanje taboriščnice in taboriščniki, ukradeni otroci, izgnanke in izgnanci, druge žrtve nacifašističnega vojnega nasilja, njihovi svojci, borke in borci proti okupatorju, dragi gostje. V razmisleku o današnjem dogodku sem se spraševal, kako pravzaprav primirno spregovoriti o milijonih ponižanih, trpinčenih in umorjenih ljudi. Kako govoriti ne le o žrtvah, ampak tudi o storilcih in nemih opazovalcih. Kako podati kratek zgodovinski pregled o razlogih in okoliščinah, ki so holokaust oziroma šoa povzročile in omogočile. O času in prostoru, v katerem je potekal. In predvsem, kako nagovoriti občinstvo, v katerem sedite tudi ljudje, ki ste sami doživeli te čase, oziroma ideologija, ki je povzročila holokaust in vojno nasilje nasploh, neposredno prizadela tudi vas oziroma vaše najbližje. Zato mi dovolite, da bolj kot v samem zgodovinskem dogajanju spregovorim o spominu nanj, ter začnem s kratko regresijo v lastno preteklost. Moralo je biti konec 70. let 20. stoletja, ko je babico med vojno izgnano podeželsko učiteljico obiskala znanka, nekdanja sodelavka. Bilo je vroče poletje in ženski, dobri tovarišici, sicer pa le malce starejši, kot sem sam danes, sta sproščeno klepetali v senci. Ne spominjam se, o čem je tekla beseda, vem pa, da ves čas, ko sem se smukal naokrog, nisem uspel skriti pogleda na gostino podlaket. Seveda nisem upal kar tako vprašati, kaj tiste modre, okorno napisane številke pomenijo, a moja radovednost je bila opažena. In kasneje, ko je obisk odšel, sem prvič slišal za koncentracijska taborišča. In za Auschwitz, odkoder so izhajale skrivnostne številke na roki. 8-letnemu dečku težko predstavljiva vsebina, ki nikakor ni sodila v njegovo priljubljeno igro partizanov in Nemcev, je vse od takrat del njegovega miselnega sveta. Tudi v obliki mračne, a intrigantne skrivnostnosti, h katerim je v kasnejših letih vleklo do tolikšne mere, da je moje prvo samostojno potovanje po Evropi v prvem letniku študija vodilo prav v obisk poljskega mesta v Švečim. Čeravno holokaust nikoli ni bil osrednji predmet mojega znanstvenega raziskovanja, se je interes zanj izražal skozi prebiranje strokovne in spominske literature ter leposlovja, ogleda različnih dokumentarnih in igranih filmov, srečevanja s preživelimi taboriščniki in njihovimi potomci. Težko si razlagam, zakaj, predvidevam pa, da je šlo in še vedno gre za nek notranji nemir ponavljajočega vprašanja,
kako je nekaj takšnega sploh bilo mogoče. Vprašanja, ki nikoli ne more ponuditi zadovoljujočega in zlasti pomirjujočega odgovora. Morda sem se že kot profesionalni zgodovinar in muzealec šele ob intenzivni izkušnji ogleda in razmišljanja ob muzejskih postavitvah v memorialnem centru Yad Vashem v Jeruzalemu v resnici zavedal obsega besede holokaust. Predvsem pa bolje dojel pomen in smisel pomnjenja in spominjanja ter njegove krhkosti in spremenljivosti. Kljub neizpodbitnim dejstvom o sistematičnem genocidu nad evropskimi Judi se je namreč v prvih desetletjih po vojni njihovo trpljenje načrtno zamolčevalo, spregledovalo ali pa kvečjemu obravnavalo zgolj v širšem kontekstu vojnega nasilja in hudodelstev zoper mir. Dejansko so to kolektivno amnezijo prvi načeli prav Nemci, ki edini v Evropi tega, kar so storili, niso mogli zanikati. Do podobnih sprememb kot v Nemčiji je postopoma prihajalo tudi drugje po zahodnji Evropi, a najtrdovratnejši tabuji so dokončno začeli padati šele ob izteku 20. stoletja. Še bolj kompleksna je bila zgodba na drugi strani železne zavese, ker se je po padcu Berlinskega zidu pojavila tudi problematična skušnjava, da se vse, kar je bilo nekoč uradna resnica, diskreditira kot laž. Vključno z željo po rehabilitaciji tudi dejanskih fašistov in zločincev. Holokaust seveda ni obšel niti našega slovenskega prostora. Nasprotno, v primerjavi z ostalimi okolji je bil še posebej temeljit in uničujoč, saj ga je preživelo zgolj nekaj odstotkov tukajšnjih Judov, pa še ti so se kasneje večinoma izselili. Ali kot je izginotje prekmurske judovske skupnosti v svojem odličnem romanu Biljard v Dobraju v nekaj povednih stavkih opisal njegov avtor Dušan Šarotar. Soboška židovska skupnost, ki je v letih pred vojno predstavljala eno največjih židovskih občin tedanji Jugoslaviji, si nikoli več ni opomogla. Zdesetkani, obobožani in močno stigmatizirani Židje niso več zmogli sestaviti minjan, kvoruma 10 odraslih vernikov, ki so nujno potrebni za obredno branje Sefer Tore v sinagogi, ki je tako po vojni ostala zaprta. Ko so sinagogo ljudje po številnih vlomih in tatvinah uničili, si je vojska v njej uredila konjske hleve. Leta 1954 so soboške oblasti sinagogo dale dokončno porušiti. Točno na njenem mestu je po načrtih arhitekta Novaka bil kmalu zgrajen prvi modern blok v Murski Soboti, ki mu še danes pravijo židovski blok. Omenjeni roman, eno redkih slovenskih leposlovnih del posvečenih tej temi, je izšel pred 10 leti. Ravno v času, ko se je tudi slovensko zgodovinopisje začelo intenzivneje ukvarjati z do takrat iz različnih, predvsem nacionalno-ideoloških razlogov spregledano, zamolčano ali na rob odrinjeno vsebino holokausta na Slovenskem. Predvsem po zaslugi angažiranih posameznikov je zanimanje za zgodovino in dediščino slovenskih Judov postopoma oživelo tako v strokovni kot širši javnosti, njihova usoda in zapuščina pa sta končno dobili svoje upravičeno mesto znotraj spominske krajine našega skupnega prostora in preteklosti. Spoštovane in spoštovani, letos mineva 75 let od konference v Wannsee, kjer je bila formalizirana sicer že potekojoča, tako imenovana končna rešitev judovskega vprašanja, ter 75 let od začetka izvajanja operacije Reinhardt, v okviru katere je po ostalih koncentracijskih taboriščih v vsej svoji zmogljivosti začela delovati največja vojna tovarna smrti, taborišče Auschwitz-Birkenau. Od njegove ustanovitve pa do osvoboditve 27. januarja 1945, se pravi do dne, ki ga kot dan spomina na žrtve holokausta obeležujemo tudi danes, je v njem umrlo oziroma bilo umorjenih več kot 1,2 milijona ljudi. Nepojmljivo število mrtvih v najgrozovitejših okoliščinah je razlog temu, da je beseda Auschwitz pogosto uporabljena kot sopomenka ne le za holokaust, genocid in koncentracijska uničevalna taborišča, ampak tudi za esenco nacistične ideologije zla v vseh njegovih podobah in različicah. Tudi v njegovi, kot jo je poimenovala Hannah Arendt, banalnosti. Mnenju angleškega zgodovinarja Tonija Juda, da je Auschwitz najpomembnejša stvar, ki jo je treba vedeti v drugi svetovni vojni, pritrjuje tudi širša slovenska zgodovinska izkušnja.
Tako zaradi omenjene usode slovenskih judov, ki jih je bilo po zadnjih podatkih Inštituta za novejšo zgodovino v koncentracijskih taboriščih ubitih 481, od tega v Auschwitzu kar 430. Kot zaradi vseh ostalih 10 tisočev rojakov in rojakinj, ki so trpeli in umirali v številnih nacifašističnih, hrvaških, madžarskih, italijanskih in nemških koncentracijskih taboriščih. Samo v slednje jih je, oziroma vas je bilo deportiranih več kot 21 tisoč. Skoraj 8 tisoč jih je tam umrlo. Največ v Mauthausenu, Dachau in več kot 1700 v Auschwitzu. Za navajanjem statističnih številk se seveda skriva prav toliko pretresljivih človeških usod, ki jih je dosti težje obesediti. Si je mogoče sploh predstavljati stisko in bolečino, naprimer slovenske kmečke ženske iz Šaleške ali Savinjske doline, ki so jo avgusta 1942, pred 75 leti, v času najhujšega okupacijskega nasilja na Slovenskem, potem, ko je pod streli v celjskem Starem Piskru izgubila moža in sina, mladoletne otroke pa so ji pravkar odtrgali od prsi, potisnili na vlak. In njeno grozo ob prihodu na žico obdana močvirnata šlezijska polja, pasji lajež, kričanje in zmirjanje ter vonj in dim gorečih trupel. Pri čemer jo je najhuje šele čakalo. Neštete podobne zgodbe žena, mož in otrok, žrtev nacifašističnega in nasploh vojnega nasilja so naša skupna preteklost. Kot tetovaža na koži za vselej vtisnjena v našo identiteto, samopodobo in samozavedanje. Zato smo se jih dolžni spominjati. Ne le ob spominskih dnevih in obletnicah, temveč kadarkoli je to mogoče in vedno znova. To je naloga in odgovornost celotne skupnosti, še posebej tistih, katerih beseda seže v javni prostor, ter seveda vseh nas, katerih profesionalno poslanstvo je ohranjanje spomina in dediščine. Kar seveda ni enostavno. Z minevanjem časa, razumljivo, usiha intenziteta pomnjenja in v individualnem, družinskem in kolektivnem spominu se plasti minulega nalagajo druga na drugo, pri čemer nove pogosto izpodrivajo stare. Še živečih neposrednih prič medvojnega dogajanja je vedno manj. In danes odraščajoči dečki in deklice skoraj da nimajo več priložnosti vprašati, kaj pomenijo na podlahti tetovirane številke. In prav zato jih o tem moramo seznaniti na ustrezen način. Sam se kot zgodovinar in muzealec pogosto sprašujem, kako najti pravo mero podajanja teh vsebin javnosti, zlasti novim generacijam, da jih pri tem s težavno zgodovino, za katero sami neposredno seveda niso odgovorni, dodatno ne obremenimo. Kako torej vzbuditi in ne zadušiti interes o poznavanju te preteklosti, predvsem pa vzpodbujati kritičen, celovit in kolikor je le mogoče objektiven odnos do nje. Ne le zaradi poznavanja zgodb včerajšnjega sveta, temveč tudi ali predvsem zato, da bi nam pridobljeno vedenje o preteklosti pomagalo pri razumevanju in soočanju s sedanjostjo, v kateri je zaradi poplave, hitrosti in površnosti informacij tako težko biti zares slišan in razumljen in v kateri je zaradi njene tako imenovane postresničnosti mogoče relativizirati, zamegliti ali z lažjo preglasiti še tako relevantna zgodovinska dejstva. Ali pa jih enostavno prepustiti pozabi. Pozabi, ki smo ji ponovno priča ne le v svetu in tako opevani demokratični Evropi, ampak tudi pri nas, na sončni strani Alp. In katere največji plen so prav tiste vrednote, na katerih so pred 70 leti na pogorišču druge svetovne vojne in na pepelu Auschwitza začeli nastajati zametki nove, socialno pravičnejše, solidarnejše, sočutnejše, na sožitju med narodi in odprtosti meja, na kulturi miru, strpnosti, nenasilja ter varovanju človekovih pravic zasnovane družbe. Vrednote, v obrambi katerih se ni mogoče obdajati z bodečo žico, bodisi kovinsko, bodisi zakonodajno, saj slednja tako v dejanskem kot simbolnem pomenu bolj kot varuje navzven načenja navznoter.
in namesto katerih se tako v vsakodnevnih medčloveških odnosih kot na politični ravni ponovno krepijo in širijo ideje in ideologije, srhljivo podobne tistim, ki so se nekoč že razpasle po našem kontinentu in pretile, da v globino svoje nehumanosti za vselej posrkajo tudi naš narod in njegov obstoj. Ne le zato, ker pomnimo, vemo in vedno znova vidimo, do kako tragičnih posledic lahko privede vnetljiva zmes nerazuma, nezadovoljstva, strahu in sovraštva. Tudi zato, ker so takšne ideje našim prednikom prizadele preveč gorja. In tudi zato, ker so se jim naši predniki nekoč že uspešno uprli, jih tudi mi, njihovi potomci in nasledniki, ne smemo zgolj ravnodušno in nemo opazovati, ampak se jim odločno zoperstaviti. Pri čemer je naše najmočnejše orožje, morda nezadostno, a vendarle nepogrešljivo, prav spomin. Iskrena hvala za priložnost in pozornost. Zahvala govornikoma za izrečene besede in vsem pričevalcem za zapisano. Na današnji slovesnosti so nastopili učenci glasbene šole Ljubljana Moste Polje, godalni orkester pod vodstvom profesorice Ksenije Trotovšek-Brlek, otroški pevski zbor, ki ga je vodila zborovodkinja Marija Okoliš, na klavirju spremljala Nana Kure. Pod mentorstvom Mihe Pintariča sta na harmoniki zaigrala Gal Macedoni in Manca Toporišič Gašperšič. Nastopili so še šansonjerka Lara Jankovič in kitarista Ravi Šresta in Tilen Stepišnik. Balerine plesne šole Stevens na koreografijo Andrewa Stevensa, plesalka na trakovih Ana Lekše. Recitatorji gledališke skupine Kuc Mlednik in televizije Medvode. Pričevalec Amar Muratovič. Za projekcije je poskrbela televizija Medvode, Miha Dulmin, Žiga Kovač, Istok Pipan, Nataša Predalič in Silvana Knok, ki je pripravila tudi scenarij današnje prireditve. Z vami sem bil Matej Ulčar. Zaključujemo pa z eno izmed pesmi sveta o nesmislu vojn in sovraštva. Pesmi o ljubezni, miru, svobodi in strpnosti. Lara Jankovič. Tovariši in tovarišice, vedno znova se tudi jaz sprašujem, zakaj se ljudje enkrat v zgodovini človeštva vendarle ne odločimo za mir in sožitje. Na tem svetu je vsega dovolj za vse. Samo odločiti se je treba. Kaj je tisto, v kaj se raje prebujamo? Je to ljubezen ali je to sovraštvo? Kaj je tisto, kar nas bolj osrečuje, napolnjuje in kar je vredno gojiti v sebi? Je to ljubezen ali sovraštvo? In jaz mislim, da nas do boljšega jutri loči zgolj in samo ta odločitev. Predstavljajte si, da ni nebes. Je lahko, če poskusite. Pod nami ni pekla, nad nami pa samo nebo. In vsi ljudje živijo le za danes. Predstavljajte si, da ni držav,
Ni tako težko. Ničesar ni, za kar bi ubijali in umirali. In tudi religij ni. Predstavljajte si, da vsi ljudje živijo v miru. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living a life in peace. Oh yeah, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Ko več ne bo imetja, to pravljica pač ni. Ne lakote, ne pohlepa, z vsakim vsak živi. In vsi ljudje delijo skupaj si ta svet. O ja, lahko mi rečete, da sanjam, a nisem osamljeni poet. Če se pridružite sanjavcem, bo ta svet kot eden spet. And the world will live as one. Bo ta svet kot eden spet. And the world will live as one. Bo ta svet kot eden spet. Bo ta svet kot eden spet.